Kot rečeno, danes se bosta v Novi Gorici in Gorici srečala slovenski in italijanski predsednik. Ob takih visokih obiskih je seveda protokol tisti, ki določa vsa pravila dogajanja. Z nami v studiu je zdaj gospa Damjana Kulot, ki je na mestni občini Nova Gorica skrbela prav zanj, torej za protokol. Dobro jutro najprej. Dobro jutro, dober dan. Koliko let ste bili v protokolu? Dejansko 18 let sem delala. 18 let? Ja. Dolga leta? Ja, dolga in lepa leta. Lepa leta? Lepa leta. Jaz imam na protokol izredno lepe spomine in vesela sem in hvaležna in ponosna, da sem lahko to delo opravljala pri 3 županih in v tej priložnosti, če smem, bi se zahvalila gospodu Črtomirju Špacapanu, 2 mandata pri njemu, 2 mandata tudi pri gospodu Mirku Brulcu, se opravičujem, in samo 2 leti pri gospodu Mateju Arčonu. Ste verjetno po tem, kar ste povedali, delo opravljali s srcem? Ja, s srcem in ponosna in hvaležna sem bila, res moram poudariti 3. Gremo zdaj na protokol. Nas zanima vse tisto, kar ponavadi ne vidimo, a opravljenega je pa zelo, zelo veliko dela. V kakšne detajle vse gre protokol? Joj, koliko časa lahko govorim? En dan? Manj, ne? Toliko stvari je. Torej, dejansko protokol je sestavljen iz ogromno drobnih stvari, kar tisti, ki ne dela, niti ne opazi. In dejansko, če gre protokol, če gre gladko, če vse štima, potem ni videti, kaj vse je bilo v tem času narejenega. Tako da, ne vem, če gre za sprejem, so različne reči, če gre za odprtje neke ceste, če gre za občinsko proslavo, če gre za državni protokol, kot se bo danes dogajal, to je še posebno delo. Tako da, ne vem, lahko res naštevam dolgo časa, dosti. Kaj je pa recimo najbolj zahtevno? Zahtevno. Meni je bilo zelo zahtevno in menim, da je kar za vse sedežni vrstni red. Zanimivo. Protokol ve levo, desno, vemo, da gostitelj ima gosta na desni strani in na proslavi in ko hodi, ga mora imeti na desni. Vendar tudi imamo že narejeno, kako bo izgledale, da imamo reči vrste. Samo se zgodi lahko zadnji trenutek, da kakšen pomemben gost odpove ali pa ne odpove, ali pa pride in potem kako in kam ga med navednicami vtakniti, da bo njemu primeren in koga postaviti nekam drugam. Se je pa tudi zgodilo, da se je imela na klopeh že vse napisano, kje kdo sedi in za trenutek mogoče nisem sledila temu, pa se je usedel že kakšen, ki njemu ni pripadalo tisto mesto. In kako na prijazen, vljuden način ga dvigniti in mu dodeliti drugo mesto. Tako da tukaj moraš biti res pazljiv in dobrih živcev tudi. Zagotovo. Je stresno delo to? Zelo stresno delo. Nosi vsako delo, če ga vzamemo in delamo z ljubeznijo, z veseljem, zagranostjo, je stresno, ampak protokol je tudi. In meni se mi zdi, da prav protokol, včasih se mi zdelo, kot da je premalo cenjen. Bolje je bilo videti, če je bilo kaj napisano, to si točno videl napisano. Če ne, pa ne vem. Vse štima, gre, ne vem, bi pozabila ikebano, ki je malenkost, vendar tudi sodi v protokol, bi pozabila naročiti kavo ali pa parkirni prostor za visoke goste ali pa za goste, vsak gost je nam dobrodošel. Tudi to bi bilo narobe, ne? Teče, ne? Ja, če je kava, nobeden ne bo rekel, je bila kava, ne? Če je ni, kdo ni zrihtal kafeta. Potem, da ne govorimo o zastavah, malo poklicam deformacije, me še vedno deluje, ko grem po vaseh, prav za 1. maj, ampak ne, da grem gledati, samo ko grem mimo, pa vidim, kako visijo na robe, najraje bi pozvonila in rekla, se opravičujem, ampak dejte drugače, ne? Najlepše, če zastava plapola, to je najlepše, vendar v vseh primerih ni to možno, tudi na naši občini smo se dolgo časa trudili, kako bi bilo najboljše, da bi bila vidna in tako naprej, ampak vemo, da bela mora biti gledano proti zastavi, leva, če že daš zastavo položno,
vedno, da je bela na vrhu, ja. in če daš, drugače pa, da je leva na levi, bela se opričuje na levi strani, ne, tako da tudi zastave in levo in desno in tako. Tudi tukaj sem že kaj potrkala, pozvonila in povedala, da je narobe, da ne govorimo, če so raztrjene in umazane. Ja. Še eno vprašanje, kar se vašega dela tiče, takrat, ko ste ga opravljali na mestni občini Nova Gorica, ste bili strogi? So rekli, da sem stroga. Mogoče, ko sem delala, sem prav enkrat mi rekla hčerka, ki je bila hostesa na gledališču, ne, in so rekli, Mateja, ker je tvoja mama vedno tako stroga. Dejansko, ko sem upravljala delo, sem upravljala s polno zagnanostjo in mislila samo na to, sem poskušala biti prijazna, ampak moj izraz najbrž je pokazal, da sem tudi stroga. Ali pa je bila tudi kakšna beseda bolj strogo povedana, ampak še vedno kulturno, se mi zdi. Je kakšen dogodek strani protokola, oziroma kateri dogodek strani protokola je bil vaš največji zalogaj, verjetno, ne vem, vstop Slovenije v Evropsko unijo, takrat ste opravljali delo, Ja, pri gospodu Brulcu, pri tedanjem županu, 30. april 2004, ne bom nikoli pozabila, niti ga nočem, zakaj bi ga, ker menem je bilo to delo lepo, stresno, veliko smo delili z državnim protokolom, vsak korak smo preračunali, kako bo šlo od minute do minute, kako bo šlo, skratka, to je bilo kar hudo. Koliko časa pa se v bistvu na tak dogodek pripravljate? Recimo vstop Slovenije v Evropsko unijo, zdaj sem malo pozabila, ker že toliko let niti izračunati ne vem več, koliko je, ne? 16, 17, ne? Dolgo časa, datum, termin, gosti, tribuna A, tribuna B, koga tja, vem, da je bilo tudi nekaj sporno, ko je ne bom imenovala svetnih zaidov v tribuno, ko mu ni bila dodeljena v slabšem položaju. In je to dal na mestni svet, kako da je bil on tam. In mi smo meni, če delam s srcem, zagotovo moj govor zmaga. In tako sem mu tudi povedala, da ni bilo nič tendenciozno, da ga noben politik ni postavil tja, temveč samo napaka, ker enkrat so gostje povabili ženo in kada ne pride, tiste karte smo dali, pustili pri receptorju, pa ne pride žena, pa smo vzeli, komu bomo dali. Saj nisem to samo jaz delala, ampak potem se je dobro končalo, če govorim samo ampak res je bilo, ni bilo z naše strani nič narobe, mišljeno, ne narejeno, ne, pač se zgodi. Vse smo se mu upravičili. Se prej ste že nekaj malega omenili, ampak kaj vam po vseh teh letih dela, recimo v protokolu, kaj vam je ostalo od vsega skupaj? Torej, tako včasih bi se kar najraje znajdla med tole, ko je kakšen visok obisk, ne? Ker meni je bilo prav pika na i, ko sem šla po spode, ko sem pričakala dajmo reči, predsednika države, vlade, ministra, kakorkoli, in sem ga peljala županu. Meni se mi to zdelo kot nagrada za vse ogromno delo, ki sem ga naredila, da je prišlo do tega. Se pri vsebini nisem sodelovala, kaj se bodo pogovarjali, sem pa sodelovala, kdo bo še zraven in tako naprej, ne. Tako da... Hvala lepa. Si človek ne predstavlja, kaj vse je tukaj zadaj. Jaz vas prav občudujem, lahko rečem tako, da res bravo. Hvala. Gospa Damjana Kolot, hvala lepa za tale vaš obisk v studiu in srečno tudi pri vašem delu, ki ga opravljate še naprej, in res hvala za obisk. Prosim, hvala za povabilo. Radio